Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo odgovarjali na vprašanje post pri hujšanju, ja ali ne. Zadnjič sem dobila eno vprašanje in gospa je napisala, zadnje čase je zelo popularna dieta in sicer dieta 16-urni post. Predtem je bila popularna druga dieta, ki je zagovarjala samo čim več beljakovin in minimalno ostalih zadev, se pravi beljakovine in maščobe, da na ta način spodbudiš hujšanje. In spet vemo, da so to enostranske diete, na dolgi rok ne pridemo nikamor. Ker pomislite nazaj, leta je bila popularna ločevalna dieta in vse, ki jih poznam, so se zredile. Tako da, lejte, vse te diete so nažalost, res nažalost, muhe enodnevnice. Zakaj verjamem v sistem prehranjevanja po glikemičnem indeksu in zakaj verjamem v to, da je to edini sistem, ki na dolgi rok pije vodo? Veste zakaj? Zato, ker naše telo si zapolni naše nespameti. Bolj, ko ga stradamo, bolj, ko se nenaravno prehranjujemo, bolj sigurno bo prišlo do tega, da bo telo začelo shranjevati. In zato je tako pomembno, lejte, spoštujte zakonitosti telesa. Zakonitosti telesa so te, da pod prvo telo potrebuje vsake toliko časa hrano. Pod drugo, zakonitost telesa je, da potrebujete za samo presnovo, potrebujete maščobe, zato da se celična membrana odpre, potrebujete pa magnezij pa C vitamin za ožig. Zakonitost telesa je, da po noči se izdeluje rastni hormon, ki nas preoblikuje med spanjem. In zdaj samo za ta rastni hormon, poglejte, če vi zvečer jeste večerjo in vemo, da večji del teh diet pač izključuje večerjo, vi boste shujšali na ta način, da boste shirali, poznaj se vam bo na licih, enostavno se boste počutili slabo, upadli. In kje se pozna, da vam manjka beljakovin? Vam povem čisto preprosto. Prva stvar, vam padajo lica, potem se tukaj naredi zastava, potem vam padajo dol prsa, obesi se trebuh, zadnjica, potem vam pa začne voda uhajati. In v bistvu na koncu, če boste šli na enostranske diete, boste postali stari, sicer suhi in polulani, pa še zgubani. Tako da to je rešitev na dolgi rok. Zato je tako pomembno, vaše telo potrebuje na 2 uri pa pol hrano, večerja, zadnji obrok je nekje 2 ure, 3 ure pred spanjem in zvečer jeste beljakovine in zelenjavo. Da vam povem en dober primer, res odlične večerje. Včeraj je moja Sara pripravila avokado, grški jogurt pa jajce. Skupaj zmešala kuhano jajce in jaz sem to jedla z šparglji, ki so ostalo od kosila, pa nekaj orehov sem zraven pojedla in je bila krasna večerja. Tako da res super in na ta način imate res vse tiste dobre zadeve. Zdaj pa kaj je za večerjo? Poglejte, v knjigi, ko imajo hormoni žur, na strani 236 so večerje za izdelavo rastnega hormona. In to sem zapisala prav z namenom za ljudi, ki želijo pomagati svojemu telesu, pa ne vejo kako. In zdaj kaj je? Sledite. Pršut, mocarela, olive in orehi. To je ena. Ali pa skuta z borovnicami, pa 10 arašidov ali mandlov. Ali pa jeste avokadov namaz z skuto in zraven jeste mandle in lahko nekaj, kar telo rabi tudi zvečer. C vitamin, lahko zdaj v tem pomladnem času jagode pojeste, brez slabe vesti, recimo 5 jagod, ali pa popijete zraven recimo limonado. In to je krasna večerja za izdelavo rastnega hormona. Lejte, telo dela pač po nekih zakonitostih in ena zakonitost je, vse naše nespameti si bo telo, celice si zapolnejo in potem se nam začne sproščati želja po cukru in ko se nam sprošča želja po cukru, takrat odpade vsa logika tega sveta, ko telo zahteva cukr. Tako da, dajte spoštovati to zakonitost. In če se boste prehranjevali na ta način, kot sem opisala tukaj v rumenem poglavju, ko imajo hormoni žur, lejte, vam povem, da vaše telo se bo uredilo na normalo in predvsem podprlo vas bo pa z dolgotrajnim zdravjem. In zakaj sem tako prepričana v to, jaz sama se prehranjujem na ta način zdaj že 15 let. Letos bom dočakala Abrahama in to daleč od tega, da se počutam stara 50 let. V bistvu to je samo številka in se počutam
40 recimo. Jaz se res dobro počutim v svoji koži in želim enako tudi vam, da se res dobro počutite, pa ne da menjate ves čas z garderobo, ampak da ste zadovoljni sami s seboj. No, to je bil zdaj prvi nasvet, se pravi, prva stvar pri zdravem preoblikovanju telesa je hrana. To je prva zadeva. Ampak drugi nasvet glede zdravega preoblikovanja telesa je pa v glavi. Vsi reče, ja, vsaka dieta se začne najprej v glavi, ampak začne se z razmišljanjem. Se pravi, da ko jaz dam pomladno ali pa poletno garderobo gor, pa rečem, zredila si se, nič ti ni prav. Mogoče je to v redu za stimulacijo, ampak da pa pol vsakič, ko se pogledam v gledalo, rečem, tukaj imaš klobase, tukaj ni v redu. Kritiziranje pa ni več ta prava zadeva. Se pravi, da v sebi začnem iskati lepe vibracije, da začnem v sebi razmišljati pozitivno. Razstrupljanje misli in telesa. Naše telo se razstrupi oziroma se preoblikuje, ko se preoblikuje naš In zato je tako pomembno, da začnem drugače razmišljati. Da začnem razmišljati, moje telo je svetišče in zato ga hranim zdravo hrano in zato grem vsak dan na sprehod in zato skrbim, da poskrbim za zdrave obroke, zdrave čaje, da ga podprem z zdravimi smutiji, da poskrbim za razstrupljanje. No in prav za razstrupljanje lahko poskrbite res zdravimi jedilniki, ker sem rekla, dopoldne poteka razstrupljanje. Dajte začeti zajtrk s smutijem in date v ta smuti. Voda je osnova, potem pa dodate 2 žlici skute, pa date noter šop peteršilja, pa dodate ščepec soli, pa dodate še čija semena zraven in nastane krasen smuti za razstrupljanje, ki vas bo nasitil in se počutite res dobro. Še boljše je, če dodate zraven mandlje. Mandlji vas dodatno nasitijo in mandlji pa vsebujejo in kalcij, in magnezij, in beljakovine in pomagajo prav pri tem, da se razstrupljate na celični bazi. Ker pa mandlji vsebujejo tudi magnezij, se povečajo pretok misli čez vaše možgane. Magnezij je tisti signal. Ker pa mandlji vsebujejo tudi magnezij pa vpliva na to, da lažje pomislite. Nekdo, ki redno pije alkohol izplavlja magnezij. Nekdo, ki je na hormonskih tabletah, magnezij gre tudi s hormonskimi tabletami. Nekdo, ki uporablja tablete za spanjem, se izplavlja magnezij. Nekdo, ki uporablja tablete za sladkorno bolezen, se izplavlja magnezij. In če nimaš magnezija, kaj se zgodi? Nimaš povezav v možganih, nimaš vžiga v celici. Prav celična presnova, aktivator celične presnove je pa magnezij. Se pravi, osnova je zdrava hrana. No, naslednja stvar je pa pozitivno razmišljanje in 10% je gibanje. Zdaj pa pojmo na pozitivno razmišljanje. Tukaj imam karte Prehod v novo dobo in bom naključno potegnila 3 karte, da vidimo za vas, ki gledate to sporočilo, ta trenutek, kaj je pomembno za vas. Da vidimo stvarstvo, kaj sporočaš tej osebi, ki gleda ta video. Prva karta, druga karta in tretja karta. No, dajmo pogledati lepo po vrsti. Prehod v novo dobo. Zdaj bom jaz karte odložila. Čeprav včasih tega še ne vidite, se na obzorju že kaže nov dan. Potem ste dobili. Meni pripada sreča, zaslužim si jo, zaslužim si ljubezen, zaslužim si izobilje vsega dobrega. In slišim, zaupam, sledim vodstvu nad Angel Gabriel. Zdaj bom pa prebrala tudi ta sporočila naprej. Karta 23. Na prehod v novo dobo se vedno začenja v glavi, vedno se začenja z odločitvijo, vedno se začenja s prvim korakom. In ta prehod v novo dobo je, ta prehod v novo dobo se začne z mojo odločitvijo, ko se jaz odločam pri sebi, s prvim korakom. In zdaj poslušajte, zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način, s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Podpirajo me vsa bitja svetlobe. No, potem je pa naslednji korak. In lejte, ko se zavedamo tega,
da vedno se začne pri meni. Ko jaz rečem, zdaj pa tako odločam se, stvarstvo me potem lahko podpira. Dokler sem jaz tisto otrok, ki cepetam v nezadovoljstvu, mi stvarstvo ne more pomagati. Naredim lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupam. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja samo in brez napora. Odpiram vrata. No in naslednja je pa karta 60 in to je pa nadangel Gabriel. Nadangel Gabriel je nadangel glasnik. Vem, da mi je vedno poslano pravo sporočilo. Vem, da vedno uporabim pravo besedo. Vem, da se vedno prav odločim. Nadangel Gabriel, ti poznaš vse odgovore. Hvala za vodstvo. Naj pojmo zdaj na vodstvo. Se pravi, ker jaz poznam odgovore v sebi, ker jaz sem vodena, si dovolim slišati moj notranji glas, ki mi govori, ki me vodi. In tudi, če se gledamo spet nazaj na zdravo hrano ali pa na post, če jaz rečem, je ta dieta primerna za mene, se lahko z mišičnim testom vprašam in zdaj, če se jaz tako postavim, da boste vi mene videli, pa rečem, je zame primerna dieta 16-urni post. Jaz grem nazaj, to ni zame primerno. Jaz res verjamem v to, da edina taka dieta, ki zdrži v praksi, je to, da uravnavam sladkor v krvi, da poskrbim za to, da moje telo dobi izobilje hranil, tako ali tako potem vzame to, kar potrebuje in vse to, kar dam v svoje telo, se odraža na mojem telesu. In ne zaključam zdaj ta video. Glejte, poznam eno prijateljico, ki je šla na to dieto 16-urni post. In par mesecev jo nisem videla in ko jo srečam, rekel, kaj pa s tabo, si bolna? Reka, ne, jaz pa zdaj novo dieto, nisem dobro shujšala. Ja, shujšala je, ampak je shirala. In glejte, cilj zdravega prehranjevanja ni to, da svoje telo shirate, da ste taki, kot da bi ušli iz dahava, ampak dejstvo je, da cilj zdravega preoblikovanja telesa je, da spodbudite hormone, da izgledate vedno boljši, bolj zadovoljni, bolj sijoči in vsi okrat vas reče, kaj pa je s tabo? A si najdla novega? Tako kot je eni moji znanki rekla njena prijateljica, ko je začela slediti tem nasvetom, je rekla, grem stav, da imaš novega. Ne rabiš novega, zato ker se zaljubiš v sebe, ker najdeš ljubezen v sebi in nehaš premlevati preteklost, pustiš, da odide in sebi dovoliš, da se začnejo v tvojem življenju dogajati čudeži. Tako da imejte se radi, poskrbite za sebe, ker dejstvo je, da naše telo je vozilo naše duše in tukaj se odraža, koliko se v resnici imamo radi.